žal. Dobro, doktor Šešerko, vi pa se najbrž spominjate te Nemške demokratične republike, ne, in načina, kako veliko laže, bom rekla, pa tudi pri nas je bilo včasih priti do stanovanja. Pri nas je bil kvadratni meter, mislite, da 50 mark, ne, ali kako. No, pa tudi tam nekako so imeli neko stanovanjsko politiko, ker to zdaj je problem za prihodne generacije, kako bodo prišli mladi do stanovanj. Povejte nam kaj več. Kvadratni meter je bil, če se ne spomnimo, 80% povprečne plače. No, recimo, pri nas, ne? No, jaz vidim, v Nemčiji imajo podobne probleme, kot jih imamo pri nas, ampak različne vzroke. V Nemčiji je problem, da vsi ljudje silijo, oziroma veliko ljudi se želi preseliti v te velike centre, Hamburg, Berlin, München, in da je tu kvadratni meter stanovanja strahovito drag. Na podeželju, zlasti v vzhodni Nemčiji, pa dobite skoraj za minimalne denarje lahko stanovanje, ampak nimate pa potem zdravnika, nimate izobraževanja kvalitetnega, morate za vsako pot plačati prevoz daleč. Tako da to je, bi rekel jaz, nek svetovni problem. Ampak razlika med Nemčijo in Slovenijo je pa v tem, da ima naš proračun izredno ozek manevrski prostor. Ta prodaja podjetij, teh zadnjih 15 podjetij, je bila v tem pogledu totalna katastrofa in bi zahtevala najbolj natančno preiskavo, kdo je bil odgovoren, da so se, pa ne samo ta podjetja, že tudi prej so se prodajala, izredno nepremišljeno, ker to je vzrok za manjše dohodke proračuna, manjši dohodki proračuna pa pomenijo preobremenitev države, preobremenitev ljudi, preobremenitev delovnega mesta, ker je pač treba pobrati tu, če ni več dohodka od podjetij, ki je včasih bilo. Zakaj Krka lahko izredno dobro deluje in je tudi pomemben faktor za plačevanje v državni proračun. Ta podjetja so pa šla tako, da so zdaj leto pozneje bila za 5-kratno ceno, v glavnem vsa prodana ponovno naslednjemu kupcu. Ja, kje so tisti, ki odločajo o tem zdaj, da bi na to odgovorili? Ker nedavno je eden od teh prodajalcev, mislim, da iz DH-ja, razlagal, ja, saj mi to smo zelo dobro prodali, saj to je bilo krasno, tisti čas je bilo še dobro, v resnici pa ni tako. Slovenska vlada bi se morala nasproti Evropski komisiji postaviti, če Italijani ne prodajajo, če Nemci ne prodajajo podjetij, in tudi Sloveniji ni treba, pa gremo na Evropsko sodišče, pa bomo tam uveljavljali svoj interes. Ne pa, da kar odpremo vse žepe, pa pustimo, da vsa ta podjetja grejo. In zdaj jih je 10, od 15 jih je zdaj 10 prodanih, in to tiste, ki so bile tudi v svetovni špici. In mislim, to je hrbtna stran tega velikega pritiska zdaj na prebivalstvo, da je treba, da ne boste dobili kredita, ne boste dobili plače, ker je pač nikje vzeti. Delodajalci bodo rekli, mi moramo tudi dobiti svoj pomemben delež in potem vse pade po prebivalstvu. No in tudi zadnja tema pade po prebivalstvu. Državni svet je včeraj izglasoval odložilni veto na novelo zakona o socialno-varstvenih prejemkih, ki med drugim ukinja dodatek na delovno aktivnost, in to kljub temu, da vlada opozarja, da dodatek ne služi več svojemu namenu, ker ne spodbuja več k delovni aktivnosti. Tudi predsednik vlade poudarja, da je cilj ukinitve dodatka spodbujati zaposlovanje. Tudi ukinitve tega dodatka je, da ljudi več spravimo na trg dela, da bodo delali redno, da bodo imeli, da jim bo tekla pokojninska doba. Ta argument nikakor ne zdrži, predvsem zato, ker je večina prejemnikov tega dodatka že zaposlenih, lahko bi rekli revnih zaposlenih, ljudi, ki delajo, ki so zaposleni, pa vendar ne zaslužijo dovolj, da bi lahko preživeli sebe in svojo družino. Vlada in ministrstvo so konsistentno zavajali, dobili so jih na lažeh, dokazali se je, da lažejo, pa so to poslanci in poslanke mirno spregledali.
Gospa Vezovišek, prej ste že rekli, da se ne zanašajmo na državo. Ne? Povejte mi, vi imate spletno stran in tam so tudi pisma in nekdo vam je zapisal, kako naj jaz z minimalno plačo varčujem. Torej, kako? Ja, zelo težko. Ne? Po drugi strani smo se že na začetku pogovarjali, jaz vedno ljudi tudi vprašam, kaj lahko naredimo za to, da ne bomo na minimalni plači. Ne? Torej, morda se bi lotevali vprašanj na tak način. Izredno težko. In jaz vidim tukaj zelo en tak velik problem, ker ne glede na to, govorimo o kreditih, govorimo o stanovanjih. Gre za velik sistemski problem. Nepremičnine absolutno je predrage v primerjavi z našimi povprečnimi prihodki. Je nemogoče in tudi iskreno si niti ne bi želela kupovati nepremičnine v tem obdobju. Potem na drugi strani krediti, ne? In zdaj na tretji strani ukinitev. Osebno vidim ogromno primerov vsak dan in lahko povem, da so v prid tako enim kot drugim. Ampak v vsakem primeru bi pa rabili detektive zelo dobre, ker ljudje so pa tudi zelo spretni. No. In jaz ugotavljam in ko vidim, imamo torej primere, ker že to ne, imamo raje leasing, kot da to center za socialno delo vidi, da imamo mi avto za 20.000 evrov. Da ne bomo otroškega dodatka plačevali, mislim, da ga ne bo ta nižji. Torej, ljudje se znajdejo. Se tudi znajdejo, ampak, in potem pa mi je pa grozljivo to, da na koncu pa to udari tiste, ki se ne znajdejo. In iz tega začaranega kroga moramo priti nujno ven, ampak to so sistemske spremembe in dokler ne bomo imeli nadzora, kdo resnično živi v nekem, recimo konkretno, neprofitno stanovanje, 4.000 evrov prihodkov. Zame je to absolutno nedopustno. Pri čemer vemo, kakšne vrste so ljudi, da bi sploh prišli do nekega stanovanja. Gospa Škrabar, vas kdo najame, da raziskujete te zadeve? Mogoče vlada? No, to je bilo moje izhodišče na začetku pogovora o tem, da mora biti boljša zakonska regulativa in strožji nadzor povsod. Jaz nimam problema na tem, da sem nadzorovana, ampak bodimo vsi, vsej delno, pa tako kot ne bi bilo, da smo pred zakonom enaki, ja nismo, mislim, v Sloveniji nismo. Ja, in želela sem ravno v tej temi izpostaviti ravno to, da zagotovo vsakdo od nas pozna nekoga, ki prejema socialno pomoč, razne vrste drugih pomoči, svojega otroka vozi v vrtec pa v dragem osebnem vozilu, zagotovo. In pa razno torej bivajo na neprofitnih stanovanjih in tako dalje. Seveda nastradajo pa tisti, ki se ne znajdejo. Doktor Berce, ali je kaj teže na argumentih podjetnikov, ki pravijo, da ne dobijo delavcev? Hkrati pa seveda bi imeli ljudje dodatek za delo ali pa neke socialne pomoči. Tukaj smo zdaj odprli Pandorino skrinjico. Dodatek socialni pomoči, če se štejemo in pride na znesek minimalne plače, ni problem v dodatku, ampak je problem nizke minimalne plače. Če bi podjetniki ne izkoriščali te minimalne plače, ampak bi ponudili to, kot recimo se hvalijo v Avstriji ali pa kje drugje, bi dobili delovne sile, kot bi jo želeli in še več. Seveda, potem pa pridemo v področje, za koliko delaš, koliko ustvarjaš in kaj moraš kot podjetnik ali pa direktor podjetja vizionarsko narediti. Ker to, da smo na minimalnih plačah, ni krivda zaposlenih, to je krivda popolnoma in samo na strani vodstev podjetij, ker niso znali razvoja voditi, ker niso znali trgov osvajati, ker so bili zadovoljni z minimalističnimi pristopi in s tem se ne da dobiti dovolj denarja, da plačaš zaposlene. Doktor Šešerko, za konec, torej, kako je bilo potem včasih na tej strani železne zavese komunistični? Ni bilo neke etike, je bila etika? Kam je zginil ta marksizem? Kako to, da zdaj vsi te iz teh področji tako kradajo in so se tako znašli? Ja, jaz ne bi tega s komunizmom povezoval. Mislim, da komunizem ni kriv. Res so bile različne faze, tudi v Jugoslaviji in v Sloveniji, in da je bilo prvo obdobje zelo grobo, da se je pa potem zelo kultivirala celotna zadeva. Čeprav zdaj tisti, ki so na desni, v glavnem tega nočejo priznati. Ampak dejstvo je, da je v zadnjo obdobje pred osamosvojitvijo je bilo tudi najbolj demokratično za tisto obdobje. Danes pa nisem prepričan. Danes pa so obveščevalne službe spet
kako bi rekel, v nekem porastu. Jaz sam sem bil v komisiji za nadzor nad temi službami takrat in sem ugotovil, da mi praktično nismo bili sposobni niti malo nadzorovati, zaradi tega, ker nam naša lastna zakonodaja ni dopuščala, zato ker nas tisti, ki so vodili te službe, niso bili niti, so nas sicer prijazno sprejeli, ko smo prišli na obisk, povedali nam pa niso nič občutljivega. Tako da mislim, da se ta reč tudi v tej smeri nadaljuje in da ljudje, ki so v teh političnih pozicijah, bi morali biti bolj vztrajni, odločni in zahtevni in bi morali poskrbeti, da se na račun neobveščenih prebivalcev ne delajo velike manipulacije in pretaka denar iz javnih blagajn v privatne žepe. Spoštovani gostje, hvala za tokratne komentarje. To je bila prva novembrska oddaja Moje mnenje. Hvala, če ste bili z nami in vabljeni k ogledu spet prihodnji teden. Nasvidenje.